Ne bomo ponavljali. Računam, da ne. Okay, gospa Bratušek, se pravi, Nova Slovenija razmišlja nekako, kako išče pot, kako bi našla sodelovanje z aktualno koalicijo. Težave z Levico za aktualni petorček, kako vidite vi ta razplet? Bo še možnost sodelovati z Levico? Jaz bom spomnila na leto nazaj, ko je bila stranka SAB pravzaprav na nek način edina kritična do tega, da sestavljamo manjšinsko šibko vlado, ampak smo si že takrat želeli sestaviti močnejšo vlado, ki bi lahko delala velike stvari, ki so dobre za našo državo. Mi nikoli nismo pristajali na izsiljevanje ene stranke, tudi če je to zunanji partner. Veste, da v naši koalicijski pogodbi piše, da tudi mi se strinjamo z ukinitvijo oziroma, bom rekla, preoblikovanjem tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak ne da se pa to delati ad hoc, čez noč. Bom rekla, ko si nekdo to zaželi. Gre približno za 500 milijonov evrov, gre za zdravstveni sistem in treba je biti absolutno pazljiv. Je bilo sodelovanje za ta koalicijski petorček, ki je vendarle nekoliko liberalno nastrojen, 4 stranke pravzaprav ste iz tega bazena, ali bi bilo sodelovanje z NSi za vas lažje v tem pogledu kot za socialistično levico? Mi smo se tudi pred letom pogovarjali z Novo Slovenijo za sestavo trdne vlade, takrat so se odločili, kot so se odločili. Tudi te pogovori so verjetno v tem trenutku najbolj v rokah Marjana Šarca in največje vladne stranke. So pa stvari, na katere mi absolutno ne bomo pristali v vladi ali pa izven vlade. To je javno šolstvo, mora ostati javno šolstvo in zdravstvo mora ostati javno zdravstvo. To sta dve stvari, od katerih pa naša stranka nikakor ne bo odstopila. Sodelovanje z Levico je po vašem še možno, glede na vse zaplete, ki jih gledamo? Če jim je kaj do tega, da Slovenija ima levo-sredinsko vlado, če jim je kaj do tega, da imamo stabilne sisteme, tudi zdravstvenega, potem bi morali razumeti, da se čez noč stvari ne da spreminjati. Nihče v vladi, jaz lahko govorim pa za stranko SAB, ni rekel, da tega dopolnilnega zavarovanja ne bomo uredili. Ne da se ga pa urediti od danes do jutri, kot to zahtevajo oni. Hvala lepa. Hvala.